Spoštovani predstavniki medijev, urednice in uredniki, novinarke in novinarji, spoštovani člani SBC kluba slovenskih podjetnikov, ki prisostvujete tudi tiskovni konferenci, drugi gostje, lep pozdrav na tiskovni konferenci kluba. Danes vam bomo predstavili nekaj predlogov, ukrepov, ki po našem mnenju ki so zelo pomembni za boljšo, lepšo prihodnost mladih. Te predloge smo vse v zadnjih mesecih že tudi posredovali ključnim ministrstvom in drugim predstavnikom, deležnikom v državi in želimo seveda, da se v določenem času čim hitreje tudi uresničijo. Zato bi kar začel današnjo tiskovno konferenco s tem, da predajam besedo predsedniku, gospodu Marjanu Batagelju, ki bo predstavil tiste ukrepe, ki so tudi aktualni z trenutnega področja javne razprave o davčnih spremembah. Izvoli. Tudi v mojem imenu prav lep pozdrav vsem, seveda najprej članicam in članom kluba SBC. Zahvala novinarjem, da bodo prisluhnili našim predlogom, konkretnim predlogom za boljšo Slovenijo, za boljše mlade. Poseben pozdrav pa tudi predstavnikom Avtisa, v tujini izobraženih Slovencev in pa ASAF-a, to je organizacija, ki štipendira Slovence, raziskovalce. Tukaj smo si zelo blizu. Jaz sem bil v petek na Svetovnem slovenskem kongresu, kjer so bili ti raziskovalci sveta zbrani in tisti naboj še danes traja, ko vidiš, kako velika želja je, da bi se te ljudje vrnili v Slovenijo, imajo domotožje, nimajo pa pravih pogojev. Malo zastrašujoč je podatek, da je v letu 2016 odšlo iz Slovenije 2600 mladih v starostni skupini od 15 do 19 let. Od leta 2011 se je odhajanje v tujino početverilo. Gre za srednje in visoko izobražene kadre. In tem ljudem jaz pravim izgubljeni zakladi. To je tisto, kar je ta družba izobraževala, vlagala, zelo kvalitetno izobraževala in v enem trenutku nismo več vedeli, kaj s temi mladimi narediti. Ampak ravno oni so tisti, zaradi katerih bomo mi jutri lahko v Sloveniji imeli višjo dodano vrednost. In čeprav se včasih zdi, da govorimo o nečem, kar šele nastaja, govorimo o tistem, kar družbo vedno žene naprej. In to so podjetja. Mi moramo narediti taka podjetja v Sloveniji, ki bodo zaposlovala te mlade, imeli kvaliteten raziskave in razvoj v svojih podjetjih in potem bo ta dodana vrednost dobra. Uvodoma moram reči to, da je zelo zaskrbljujoče tudi to, da Inštitut Jožef Štefan kot izredno eminentna organizacija v Sloveniji se ukvarja s pomanjkanjem mladih raziskovalcev. Če pa že so, je nevarnost toliko večja, ker tisti najboljši praviloma veliko raje odidejo v tujino, tako zaradi pogojev dela, kot tudi konec koncev plačila. In predstavljajte si, če se ta negativen demografski trend stopnjuje, kakšno bo pri nas stanje čez 5-10 let. Kje bomo mi iskali nabor teh ljudi, če se danes ne bomo začeli truditi, da bo večina teh prišlo tudi nazaj v Slovenijo. Tako da zato namenjamo to konferenco mladim, tem izgubljenim zakladom in pa temu begu, jaz včasih rečem tudi izgonu možganov iz države. Konec te konference je tudi poziv Vladi Republike Slovenije, da pripravimo konkreten akcijski načrt za boljšo prihodnost mladih s konkretnimi ukrepi, kako bi jih vračali v Slovenijo. To so tudi moji kolegi in vsak bo svoje delovno področje razložil s konkretnimi ukrepi. Meni so pa prepustili tisto najbolj zoprno, ki so davki, ampak tudi o davkih mora nekdo govoriti, ker če bomo imeli davke previsoke, potem naša družba ne bo, bom rekel, privlačna, ne navznoter, ne navzven.
Prvi konkreten ukrep, ki je še že zgodil, moram reči, da je bil regres in tukaj si štejemo vsi člani SBC-ja, bom rekel, zelo si štejemo to, da nam je uspelo ta regres narediti neobdavčen, brez prispevkov, brez dohodnine in tudi naše družbe so ga pridno izplačevale v zelo visokih zneskih. Drugi ukrep, ki je bil na to vezan, je bila pa 13. plača. In če je regres tisti, ki pomeni neko uravnilovko, ko dobijo čisto vsi enak znesek, je 13. plača tista, ki bi naredila diferenciacijo v naših podjetjih. Ta diferenciacija je nujna iz večjih razlogov, ker bolj kot si izobražen, bolj kot raziskuješ, več prispevaš k dodani vrednosti. Mi pa nimamo te notranje diferenciacije v podjetjih, da bi konec leta tako stimulativno plačo nekomu tudi izplačali. Zato se zavzemamo za 200% povprečne plače posameznika v zadnjih 12 mesecih, da bi bilo neobdavčeno tako s prispevki kot z dohodnino. Razumeti moramo, da vendarle tisti, ki so najboljši, so tudi zelo pametni. Tisti imajo tudi obzorja zelo široka in čisto na koncu vedno pridemo tudi do tega materialnega vidika, ki se mu reče plača. In če ga mi ne bomo stimulirali s plačo, on nam bo izredno hitro zbežal v tujino. Kot vmesno obdobje predlagamo, ker to so vendarle ukrepi, o katerih se dolgo pogovarjaš, je pa vsaj 150% plače brez obremenitve z dohodnino. Zato, ker te ljudje, visoko izobraženi, so praviloma tudi v najvišjih dohodninskih razredih. Pa ne moramo reči, da so te ljudje, ki dobijo 2000, 2300, 2500 evrov neto neki bogataši. Da so vendarle toliko tudi vložili v svoje izobraževanje, starši so jih podpirali in če to ne bodo oni dobivali nazaj, ali kot tujini pravijo return of investments od izobrazbe, potem bodo oni večno siromaki, ampak saj siromašna družba pa nočemo biti. Drugi ukrep, kateri se je dotikal tudi, bom rekel, delovanja Kluba slovenskih podjetnikov, je bil davek na kapitalske dobičke. Velikokrat se je v preteklosti govorilo, da imamo efektivno stopnjo obdavčitve zelo nizko, da je 11,4. Res je, zato ker je bil tudi izračun tak, da je bila ona zelo nizka, predvsem so jo pa nižala tista podjetja, ki so imele nično stopnjo obdavčitve. V Klubu slovenskih podjetnikov, ko smo gledali povprečje obdavčitve, mi smo imeli bistveno višja. Gre pa za sama dobra podjetja. Torej, mi nismo nasprotovali, celo podpiramo v tem trenutku 7% minimalno obdavčitev, zato ker vemo, da tudi če imaš ti veliko raziskav in razvoja, te to ne bo oviralo pri temu, ker cele olajšave vendarle ti ne moreš uporabiti, prav pa je, da raziskave in razvoj ostanejo pa kot 100% olajšava. Tako da nismo, ko vedno dostikrat nam poskuša očitati, vi ste vse proti davkom. Mi nismo proti davkom, mi smo predvsem za pravilno razporeditev teh davčnih bremen, ki nastajajo in od tukaj tudi ta naš predlog 7%, ki nas ni nikoli motil. Zakaj je to tako pomembno? Pomembno je, da davčno uspešna podjetja praviloma tudi dobičke reinvestirajo. Reinvestirajo jih pa praviloma v svojih podjetjih in več kot jih reinvestirajo, boljša so. Če bomo mi te stopnje v bistvu dvigovali na 20%, bomo izgubljali tisto malo konkurenčne prednosti, ki jo v tem trenutku imamo pred nekaterimi državami. Kolegica bo kasneje zelo lepo razložila in dala konkretne primere, kaj se dogaja po Evropi, kjer države praviloma znižujejo ta davek in redke, ki ga dvigajo. Mi ga pa dvigamo na 20, tako da mi k temu ukrepu vsekakor ne moramo pristopiti, razumeli pa smo, da nek davčni zajem je treba narediti in to je bila ta minimalna obdavčitev. Prej sem pozabil povedati še en
zelo pomembno zadevo, ko smo govorili o 13. plači. Slovenski proračun je težak okrog 10 milijard pa pol. Taka razbremenitev 13. plače, kot jo mi predlagamo, bi pomenila v tem proračunu 30 milijonov. Ampak učinki bi bili pa sigurno za 100 milijonov. Tako da tukaj resnično včasih ne razumem teh dolgih pogajanj na ekonomsko-socialnem svetu, ko nočemo te širše slike videti in se vprašati, kakšno družbo pravzaprav želimo in kakšen zgled dajemo tistim, ki grejo na to podjetniško pot. Konec koncev, bila je objavljena lestvica 100 najboljših srednje velikih podjetij. Goran, koliko je bilo naših članov na njej? 26% jih je bilo naših članov. Se pravi, mi nujno potrebujemo kvalitetna srednje velika podjetja, da bodo tudi ta prag prerasla in postala velika. In tretji ukrep, spet davčni, kakšen drug pa, so pa kapitalski dobički. Zdaj, kapitalski dobički se konec koncev ne dotikajo samo podjetnikov, ampak so v nekem spektru davkov, ko se nam zdaj dogaja, da se nam davki dvigujejo. Nevarno zame v tem trenutku je predvsem to, da smo v res veliki konjunkturi in to, da v tem trenutku marsikateri posel nima mej, je zelo nevarno. Nevarno je zaradi tega, ker nobena konjunktura ni večna. In če bi pozorno gledali, zdaj najboljša podjetja v Sloveniji, in to v klubu smo pogledali, so ta najboljša podjetja v tem trenutku praviloma razdolžujejo. Se pravi, odgovornost naša je tako velika, da bi v krizo vstopili čim manj zadolženi, jaz pravim z nekaj masti, nekaj mesa, da ne bomo v tistem trenutku takoj šli odpuščati, da ne bi prišli do tiste strašne brezposelnosti, ki se s krizo zagotovo bo zgodila, zato ker zdaj vlagamo v kadre. Zdaj plačujemo te kadre. A jih bo potem ena kriza nam takole odnesla, ker tudi kriza ni večna. In spet bo konjunktura in spet se bo ta ciklus zavrtel. Pomembno je, da jih mi takrat zadržimo. Kapitalski dobički so pa spet tisti, ko lahko nekemu mlademu, ki se želi vrniti, ki tukaj ustvarja, dali en del tiste mednarodne primerljivosti, da je pri nas nekaj dobro, zato ker to zvišanje z 25 na 27 pa pol se bojim, da je bilo izrazito politično. To nima neke mednarodne primerjave, da bi rekli, tega moramo pa dvigati, zato ker tukaj smo pa resnično slabi. Jaz si želim z podjetniškega vidika predvsem to, da ta podjetja, ki smo tukaj, bomo tukaj tudi ostala. Tukaj smo mi že preveč vpeti v to okolje. Ampak želim pa si, da bi mi tisti, ki odločajo o davkah, nas poslušali in nam tudi prisluhali takrat, kadar jim določene stvari mi argumentiramo ali pa strokovnjaki, ki so to izračunali. Ne morajo biti davki vedno samo politična odločitev. Davke se dobro dela tudi takrat, kadar imaš ti velik davčni zajem. Velik davčni zajem imaš pa ti takrat, kadar je država za podjetje privlačna, kadar se ti mladi vračajo, kadar bo raziskovalci od drugod prišli. Jaz sem na konferenci slišal zastrašujoč podatek iz Avstralije, da izobraževanje je tretja dejavnost v Avstraliji po bruto družbenem proizvodu. Zamislite si, zakaj se ne bi te ljudje vračali v Slovenijo. Tudi ukrepi, stanovanja, štipendija, boste videli, da to je čisto vse izvedljivo, to ni neka nanotehnologija. Tukaj je samo en, bom rekel, zdrav razum, poslušati se je treba, pa ni treba zmeraj, ko nekdo nekaj reče v davku, ga napada, da je kapitalist, da hoče samo čim nižje davke. Tako malo dobičkov, kot si naša podjetja izplačujejo, ni naš osnovni namen, da bomo rekli, da ne smejo biti davki visoki. Naš namen je to, da bomo imeli spodbudno davčno okolje. Hvala. Hvala lepa.
Predsedniku, z nami z veseljem pozdravljamo v naših vrstah tudi gospod Sonjo Merzo iz družbe Deloitte, ki bo predvsem mednarodno primerjalno podala tudi nekaj usporednic Slovenije z drugimi državami na aktualne davčne spremembe. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Bom kar nadaljevala v tonu gospoda Batagelja, ki je v bistvu kar dobro povzel vse probleme primerjave z ostalimi državami. Kot smo že v preteklosti recimo poudarjali, problem Slovenije je, da nekako se ne znamo uvrstiti oziroma zraven koga bi želeli korakati tudi z vidika obdavčitve. To predvsem je vidno tudi recimo pri raznih analizah primerjalnih, ki smo jih delali med državami znotraj EU in pa recimo predvsem z našimi sosedami. In pa pred kratkim je tudi družba Deloitte opravila raziskavo med finančniki in predstavniki gospodarstva, ki nekako imajo največ stika tudi z davčnim sistemom v Sloveniji. In izsledki te raziskave kar jasno kažejo, kaj je najbolj pereč problem slovenskega davčnega sistema. In sicer večinoma vsi poudarjajo, da je kar 84% v bistvu vseh anketirancev meni, da sistem potrebuje korenite spremembe. To se pravi, ta raziskava je bila sicer narejena konec leta 2018, po tistem, ko se je objavila cilji koalicijske pogodbe, in to so bili nekako odzivi gospodarstvenikov. Še kar naprej se vrtimo okrog dohodnine in obremenitvijo z dohodnino. Nedavna predloga spremembe zakona o davku o dohodnini kaže pozitivni trend v smislu sprememb lestvice, ki nekako obdavčuje aktivne dohodke, imamo pa zopet težavo pri kapitalskih dobičkih oziroma obdavčitvijo dohodkov iz kapitala. To se pravi, informacija, da kar 40% vseh anketirancev nekako ne vidi prednosti slovenskega davčnega sistema, je zaskrbljujoča. Je pa res, da v preteklosti recimo so kar pozitivno bile sprejete spremembe v smislu cedularne obdavčitve, predvsem na nivoju dohodka iz kapitala. Medtem ko se pozablja pač tudi na tale procent, ki je kar pomemben, 12% meni, da je stopnja obdavčitve z davkom od dohodka pravnih oseb ugodna. Vse to nekako z temi novimi predlogi se malo oddaljujemo od ciljev. Če se spomnite leta 2006 davčna reforma, ki naj bi predstavila Slovenijo kot ugodno davčno okolje, postala naj bi privlačna za tuje investitorje. Vse spremembe so bile narejene v tej smeri. Uvedli smo cedularno obdavčitev, ki se je sigurno izkazala kot pozitivna, ampak smo zelo hitro pozabili na te cilje. Se pravi, že v času krize je prišel takoj dvig na 25%, v zadnjih 3 letih pa vidimo neprestane tendence po dodatnem dvigu, ne da bi se recimo vrnili nazaj na tisti prvotni cilj. Se pravi, dobiček iz kapitala, če se primerjamo z drugimi državami, trenutno smo nekako primerljivi z razvitimi sosednjimi državami, ki pa imajo tudi BDP nad našim povprečjem. To se pravi, primerljivi smo z Nemčijo, Italijo, ki ima 26% stopnjo, Avstrija recimo ima trenutno 27,5%, kar je nekako tudi predlog bil v sami spremembi zakona o dohodnini. Zopet pa se oddaljujemo od naših glavnih konkurentk, to so Poljska, Slovaška, Češka. Do zdaj smo nekako bili primerljivi, zdaj stopamo stran od njih. Češka 15% davčna stopnja, Madžarska 15% davčna stopnja, zaskrbljujoče 12% Hrvaška, ki je že v zadnjih letih smo opazili kar privlačna destinacija za globalna podjetja, da nekako selijo svoj sedež v sosednjo državo. In tudi aktivnosti na tem nivoju nekako kažejo, da Hrvaška želi postati bolj privlačna. Če pa primerjamo davek od dohodkov pravnih oseb,
pa smo bili do sedaj nekoliko pod povprečjem EU-ja, vendar zopet smo bili nekako v liniji z našimi konkurenčnimi državami. Sedaj se približujemo zopet razvitejšim, torej izgubljamo to konkurenčno prednost, pri tem, da vse te države, ki jih recimo zajema ta naša raziskava, so v zadnjih 3 letih bistveno spreminjale svoje davčne stopnje, ampak ne navzgor. To se pravi, imeli smo recimo bistvena sprememba je bila od leta 2015, Hrvaška je znižala iz 20 na 18, Slovaška je znižala iz 22 na 21, Češka ohranja 19% že več kot 5 let, enako recimo bistvena sprememba Madžarska iz 19% je šla na 9%. Pri tem, da pri njih obstaja tudi ničelna stopnja davka od dohodka pravnih oseb. Poljska ostaja na 19%, Nemčija je že kar nekaj časa na 15%, tudi Italija znižuje iz 27,5 na 24%. Bistvena sprememba recimo v prihodnosti bo tudi na nivoju Avstrije, sosednje države, ki ima plan do leta 2023 znižati na 23%. To se pravi, konkurirala nam bo v bistvu sosednja država, ki je bistveno bolj razvita recimo na tem področju. Zdaj, ali je to perspektivno okolje za naše mlade? Veliko je treba razmišljati, gospod Batagel je omenjal 13. plača, nagrajevanje. Zdaj, sama zadnja sprememba zakona o dohodnini, ki izključuje določen del plače za skupinsko oziroma poslovno uspešnost, je pozitiven korak, ampak večina nagrajevanja delavcev, sploh mladih, tistih, ki so inovativni, prodorni, talentirani, bazira tudi na individualni uspešnosti. In ta se v bistvu pozablja v tem zakonu in največkrat tudi podjetja sestavljajo svoje politike nagrajevanja na ta način, da je recimo nagrada del plače, ki ga tudi sam zakon o delovnih razmerjih razdeljuje na 3 nivoje, osnovna plača, del plače za individualno, del za skupinsko uspešnost. Vse te politike bazirajo na tem, da se določen del plače izplačuje tudi za individualno uspešnost in to je tista, ki diferencira. In ta del bi bilo pomembno tudi vključiti v recimo vsaj ugodnejše obdavčiti. To je praksa tudi sosednjih držav, drugih držav znotraj EU in sicer ali se določen znesek ne obdavčuje oziroma se po določenem nivoju izključi iz prispevkov in davkov, kar pomeni, da če štartamo s tem, da se določen del obdavčuje nad določenim nivojem, pa ne več, je v bistvu spodbuda podjetjem, da izplačujejo posameznikom več, ne samo do določene mere, ki je neobdavčena, tako kot imamo recimo trenuten sistem. Tako da, če želimo ohranjati mlade, je treba razmišljati o različnih načinih nagrajevanja. Zdaj nova generacija prihaja, ki jim ni v prvi vrsti pomembna samo plača. Pomembno je, kako so nagrajeni za svoje delo, kako jih družba zadrži pri sebi, kaj v njih investira. Možnosti alternativnega nagrajevanja so tudi vključevanje oziroma nagrajevanje v obliki delnic, to se pravi, da se dobivajo deleži v podjetjih, kjer so zaposleni, ampak recimo taka vrsta nagrajevanja je trenutno zelo davčno neugodna, saj pride do obdavčitve v obliki bonitet. O tem je recimo razmišljala Hrvaška, ki nekako v tem letu razmišlja, ali bi se tak način nagrajevanja premaknil kot iz obdavčevanja kot dohodek iz zaposlitve v obliko obdavčevanja kot dohodek iz kapitala. To se pravi, recimo nagrajevanje v obliki delnic bi lahko postalo neke vrste dividenda ali se bi obdavčevalo v sklopu davka od dobička, kapitalskega dobička. Tako da recimo tukaj je kar nekaj zanimivih rešitev. Nemčija recimo je tudi zanimiva z vidika obdavčitve kapitalskih dobičkov v tem smislu, da če govorimo o mladih, ki postajajo lastniki podjetij, ki ustanavljajo podjetja, pa še v začetni fazi nimajo veliko aktivnih dohodkov, v smislu dohodki iz zaposlitve, imajo možnost, da recimo, ko prodajo podjetje oziroma
prejmejo neko izplačilo dohodka iz kapitala, imajo možnost, da se odločajo, ali se bodo obdavčili po fiksni kot neke vrste cedularni davčni stopni, ali se bo ta njihov dohodek recimo vključil v njihovo letno davčno osnovo in se na tak način obdavčil po nižji stopni, recimo tako kot v Sloveniji, ko imamo progresijo. To se pravi, če je manjši znesek, bo morda namesto, ne vem, teh 27,5, ki je predlaganih, morda po novih 26% ali pa 16%. Tako da obstajajo različne možnosti, je pa v bistvu vlada na potezi. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospe Omerzi, jaz bi sam poudaril mogoče ob tej priložnosti nekaj, da tudi sam kot nekdanji novinar mogoče malo pogrešam več mednarodnih primerjav v medijih, tako da je to poseben razlog, da smo danes tudi povabili strokovnjake z tega področja, zaradi tega, ker diskusije so zelo pomembne tudi z vidika mednarodnih primerjav in tukaj se vidi potem celovita slika. Prehajamo na drugi del, nekaj posebnih ukrepov za socialnih in pa tudi davčnih za mlade. Danes je z nami gospod Štefan Pavlinjak, solastnik in ustanovitelj in tudi direktor družbe Roto. Povabili smo ga s posebnim namenom, da bo predstavil dva ukrepa, ki smo jih tudi že predstavili tako ministrstvu za delo kot drugim ključnim odločevalcem v vladi. Predvsem tudi z vidika tega, ker opažamo po naših obiskih podjetnikov po Sloveniji, da obstajata pravzaprav dva bega možganov. En beg možganov je v tujini, drug beg možganov je pa iz ruralnih v urbana področja. In štipendiranje je ključnega pomena za to, da se nekateri dobri kadri zadržijo tudi na ruralnih območjih. Družba Roto, ki je iz Murske Sobote idealna, zato nam gospod Pavlinjak ponazori, kaj se pravzaprav dogaja in kaj predlagamo. Izvolite. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Mislim, da je to eno od največjih problemov beg možganov, predvsem iz tega, ker prihajam iz Pomurja in mi smo vedno imeli problem, da nam so mladi, ki so doštudirali, ostali v Ljubljani ali z izgovorom, da doma ni delovnih mest ali z tem, da so mislili, da bodo v Ljubljani dobili prej boljše pozicije ali so se zaljubili v Ljubljani in ostali tam. Zadnje čase pa je en drugi problem beg možganov v tujino. Mi smo blizu Avstrije in Avstrija nam potegne kar ogromno šolanih ljudi in mislim, da je velika katastrofa za nacijo, da otroke oziroma študente, ki jih šolamo, seveda vložimo toliko denarja, kajti študij je breme države in potem izoblikovane, izšolane ljudi nekako podarimo tujcem, ki pa seveda to radi sprejmejo, ker ti ta stvar njim nič ne stane in seveda so pa naši ljudje znani zunaj kot dobri, inovativni, elastični, prožni in seveda zato dobijo tudi včasih dobra delovna mesta. Problem tega je, da se ne vračajo domov, čeprav mi želimo dokazati, da tu na tej zemlji, ki si rodil, da tu išče svojo srečo in seveda prvič, da tudi doma obstajajo podjetja, ki so perspektivna, ki so dobra, da v Sloveniji obstajajo podjetja, ki so na globalnem trgu zelo uspešna in da lahko tudi isto kariero delaš doma, da si lahko globalni menedžer, poleg tega pa živiš eno lepo življenje v domačem okolju, nisi tujec in seveda tudi vračaš tisto, kaj si recimo v družbi tudi dolžen. Zato mi v Rotu zelo dosti štipendiramo, predvsem tehnički kader štipendiramo, kajti vemo, da tega ni mogoče dobiti in da je štipendija ena od tistih stvari, ki šibkejšim familijam omogoči sploh, da gledajo otroci na študij in seveda potem tudi prek počitniške prakse in študentskega dela pokažeš, da ima smisel ostati v tej firmi in seveda, da lahko kariero delaš tudi tu. Zato želim nekako, da bi se ta kadrovska štipendija izvzela iz skupnega dohodka gospodinstva in ne bi vplivala na druge ugodnosti, ki ima gospodinstvo. Zakaj ne? Zato, ker moram povedati tudi to, da ker je pri nas precej kmetijstva, je življenje na malih kmetov seveda težko in seveda težko šolajo tudi otroke. Zakaj ne bi tudi ta možnost bila dana tistim, ki so talentirani oziroma ki imajo željo po znanju in seveda željo po dobrem poklicu. Zato sem sam tudi bil zelo proti
temu, da se študentsko delo ukine ali drugače preveč obdavči, kajti so otroci, ki nimajo drugačne šanse, da pridejo do svoje izobrazbe, kot to, da poleg študija tudi pridno delajo in seveda tudi pridno študirajo. Ena od drugih stvari pa je tudi to, da bi se kadrovske štipendije nekako bile poseben trend oziroma posebna ugodnost pri olajšavah podjetij, kajti na koncu koncev podjetje to daje tudi iz, lahko rečem, tudi iz prihodka in seveda zakaj ne bi temu dala država več poudarka, kajti mislim, da temu tudi eno breme od države prevzemamo mi, podjetja. Praktično je pa še en veliki problem, kajti nam res Avstrija pobere ogromno kadra, ampak problem je v obdavčitvi, v prispevki, kajti pri eni plači, mi vedno računamo na neto plačo 1500 evrov, je bruto v Avstriji in v Sloveniji enak. Razlika je v neto, ker Avstrijec ima približno 300 evrov manj prispevkov, mi pa tiste, kar bi mogel delavec dobiti, tiste prispevke damo državi. Velika razlika je tudi pri prispevkih pri višjih plačah, to je zelo boleče, ker na koncu koncev ni socialne kapice v Sloveniji, kot imajo tujci, in zato mi plačamo dosti več prispevkov na tiste ljudi, katere nujno rabimo in seveda tudi tiste ljudi, ki smo jih izšolali in seveda s tistimi ljudmi, za katerimi lahko gremo na globalno tržišče. Seveda, moje mnenje je, da štipendiranje in seveda tudi skrb za kadre mora biti. V našem podjetju imamo povprečno starost 36 let in seveda vsakega mladega primemo za roko, ga peljemo skozi tiste, kaj se nauči in seveda naloga je, da če človeka vabiš v podjetje, mu tudi omogoči kariero in seveda takšno plačo, kot je normalna za preživetje v tej državi. Hvala. Hvala lepa gospodu Pavlinjaku. Rad bi posebej poudaril za novinarje, da imate v gradivu tudi izjavo hčerke, gospe Nuše Pavlinjak in pa gospoda Simona Meseca iz podjetja Mebor, ki je zlata gazela 2018 na to temo štipendiranja. Zdaj pa besedo predajam gospodu Andreju Ržišniku iz podjetja Protim Ržišnik Perc, ki je avtor novega predloga davčne spodbude podjetjem za gradnjo kadrovskih stanovanj. SBC je na enem od upravnih odborov pred meseci tudi posvojil ta predlog in ga sprejel kot 17. predlog za prodorno Slovenijo našega programa. Tako da, gospod Ržišnik, beseda je vaša. Hvala lepa. Ideja se je porodila oziroma izrasla iz lastnih izkušenj. Najboljše, da jo kar obrazložim. Naše podjetje se ukvarja s storitvami arhitektov in inženirjev, smo medtem tudi mednarodne dejavni, zaposlujemo tudi tujce. In od tujcih dobivamo predvsem mladi tujci, to se pravi, to so študenti sprva, medtem so tudi že prvi tujci pri nas zaposleni, med drugim celo neka Avstrijka, ki nam je bil dober vir tudi informacij, kako pravzaprav deluje kadrovanje inženirjev v Avstriji. In tukaj je bivanje eden od ključnih argumentov bilo tudi za njo, da smo jo lahko pri nas sploh zaposlili oziroma jo tudi zdaj obdržali, ki je dobila zadnjo pogodbo za zaposlitev, pogodbo za nedoločen čas. Predvsem smo mogli priskrbeti stanovanje. To je bil eden od prvih in osnovnih pogojev in konec konca je to primaren pogoj, ki ga si moramo vzpostaviti že kot mlad človek, nisem plačan, nekje moraš bivati. To se pravi, moraš jesti, piti in nekje pospati. In tukaj je pravzaprav zadeva na dlani. Tudi izkušnje iz preteklosti ali pa iz zgodovine, če lahko rečem, so take, da tovarne v industrializaciji so zakaj skrbeli? Zato, da so lahko svoje sodelavce, zaposlence nekam naselili. To so bili trendi v preteklosti, v polpreteklem času in če prihajamo na aktualno situacijo v Sloveniji, je taka.
da pravzaprav majhna stanovanja, ki jih rabijo mladi, na trgu ni. To se pravi, mobilnost v naši deželi je izjemno slaba. Jaz bi tukaj izključil mogoče podeželje, ko se znajdejo tudi nekako drugače, ampak Ljubljana ima že izrazito, mesta imajo problem, ampak tudi primestna naselja, da so stanovanja za mlade pravzaprav redka. Kako privabiti mladega človeka, da se pri tebi zaposli, pomeni danes nekaj več kot nagrajevati, skrbeti za primarne potrebe mladih, in to so stanovanja v vsakem primeru. In preteklost nas je to pravzaprav učila kot dober primer, tudi v polpretekli zgodovini pravzaprav ta sistem je razvit in poznan. In če se zdaj malo oziramo v sosednje države, Karina je ime, ki je zdaj pri nas zaposlena, je mlada arhitektka, mi je enostavno pokazala pot do spodbud za razvoj kadrovskih stanovanj podjetjem v Avstriji. To se pravi, avstrijska država temu namenja denar. Situacija v Sloveniji pa sledeča v številkah. Po podatkih Javnega stanovanjskega sklada Republike Slovenije nam aktualno manjka 10.000 ugodnih najemniških stanovanj. Poudaril bi, da govorim o najemniških stanovanj, ker mlad človek seveda ne more, niti ne bo dobil kreditar, je pravzaprav prisiljen, če se preseli od staršev nekam drugam, da to stanovanje najema. Danes čutimo to kot ključni problem, da se nekdo pravzaprav pojavi v našem podjetju. Naš sedež je v Šenčurju, pravzaprav izjemno ugodno ležimo, in če pogledam, odkot se vsi prepeljejo v našem podjetju, jih je 140 zaposlenih v 5 storitvenih podjetij, je to pravzaprav skoraj do Maribora, lahko naštejem vsa mesta v Sloveniji. To se pravi, tudi strošek prevoza je izjemen, ampak recimo to se poplača. Je pa izjemen čas, ki ga zgubimo na poti oziroma zgubijo naši sodelavci na tej poti, na tej dnevni migraciji. To se pravi, naš ogljikov odtis je izjemno slab tudi zaradi tega, ker imamo za majhno državo relativno goste in obsežne dnevne migracije. To vsi spoznamo. Pravzaprav rine pol Slovenije v Ljubljano. Tako da tukaj je pobuda usmerjena pravzaprav v družbeni ekonomski problem, ki ima precej socialnih komponent in pokriva neko bazično potrebo, na katero se izrazito pozabi. Tukaj bi bil rad kritičen tudi do stanovanjske politike, ki sicer si je zapisovala, da bo razvila trg ugodnih najemniških, temu se reče socialnih stanovanj. Kaj smo pa priča? Priča smo pravzaprav razvoju nadstandardnih stanovanj tudi strani javnega investitorja. Se pravi, tukaj ne rešujemo probleme na pravem mestu. Jaz sem prepričan, da tudi zavest v tem ni razvita, govorimo o problemu, rešuje se ga ne, in pobuda je usmerjena pravzaprav zdaj v krog zainteresiranih za reševanje tega problema, in to so podjetniki. Tudi v našem biroju kar nekaj tovrstnih projektov razvijamo. Ugodnosti ali pa rečemo temu ugodni učinki same stanovanjske gradnje so seveda tudi izjemno multiplikativne, in tukaj ne razumem dobro dolgoročnega razmišljanja države. Na tej točki mislim, da ni prisoten, ker je stanovanjska gradnja v vsakem primeru anticikličen instrument. Ta hip se verjetno ekonomija že nekoliko ohlaja, za vsakem vzponu pride določen padec, in v naši soseščini lahko vidimo, da pravzaprav takrat država nastopa s svojim denarjem v tem kontekstu, da ublaži nek padec v ekonomiji. Pri nas lahko pa trdim, da podjetja smo pripravljeni investirati iz večjih razlogov, tudi podjetniških razlogov. Konec koncev, po letih rasti, tudi določene akumulacije, marsikdo razmišlja, kam investirati.
investirati v stanovanja pomeni, da denar ostane v Sloveniji, da se od vsake storitve pri razvoju projekta plača DDV. To se pravi, denar ostane po domače rečeno doma, hkrati omogočamo mladim, da prej prihajajo iz samskega v družinski stan, evidentno prispeva uspešna stanovanjska politika rodnosti in zdaj smo pa že krog sklenili. To se pravi, pobuda je šla v tej smeri in lahko tudi malo referiram izkušnje z odzivi ministrstva. Pobuda je šla na vsa ministrstva, tudi na vlado lansko leto v jeseni. Pravzaprav vsa ministrstva so se tako ali drugače pozitivno odzvali, razen finančno ministrstvo. Odgovor finančnega ministrstva je bil relativno jedrnat in kratk, da ni finančno ministrstvo zato, da uvaja olajšava, ampak da pobira davke. Ampak meni je to izjemno kratko razmišljanje, neciljno pravzaprav glede na problematiko, ki je na dlani. In še enkrat, kot zaključek, bivanje je elementarno. Je družbeni, socialna kategorija, podjetja smo tu pripravljeni investirati. Za zaključek še eno številko. 10 000 manjkajočih najemniških, ugodnih, socialnih, kakorkoli hočemo reči, stanovanj pomeni več kot milijarda investicije. Proračun je milijarda, pa še nekaj naše dežele, to se pravi, kje bo država zdaj lahko nabrala tak denar za investicije, ki jih takoj potrebujemo. Podjetja lahko dobršen del te vrzeli prevzamemo, pravzaprav lahko uskočimo. To je živa ponudba, bi temu rekel. Toliko o tej tematiki. Najlepša hvala. Z nami je tudi Tone Stanovnik. Z nami je tudi Tone Stanovnik, ki je znan po tem, da ima pogosto pobude prav za mlade, zato smo ga danes posebej povabili med naše vrste, da predstavi ukrepa za vračanje in zadržanje slovenskih talentov. Tone, izvoli. Hvala. Jaz bi najprej Andreja pohvalil, ker ta iniciativa je res dolgoročna. V bistvu je podpora mladini, ki z eno nogo še stoji na fakulteti, celo dela kaj v študentski sedi, z drugo nogo pa že pravzaprav se jim dogaja družina. To so najmlajši, ki bojo zrastli čez 10-20 let. Mi moramo že tam začeti in tako dolgoročno razmišljati. Zato se mi zdi pomembno to slovensko geslo, na mladih svet stoji. In če si bomo ta temelje v bistvu kvalitetno vzpostavili, jaz mislim, da nam za to deželo ni treba, bi rekel, da nam je prihodnost bolj svetla. Jaz sem 3 pobude pripravil, ki vsaj 2 od njih v tem akcijskem načrtu mislim, da imata svoje mesto, mogoče bom na koncu zrno dodal in tako kot Andrej izboril še kakšno zanimivost. Prva je povezana z nekaj gravitacijskim pritegom visoko izobraženega kadra iz tujine nazaj. Lahko govorimo tudi o visoko izobraženem kadru, ki ni slovenskega porekla. Tuje korporacije zdaj intenzivno kadrirajo ljudi, ki so iz različnih okolij, zato da dobite multikulturen razmislek in iz takih seveda ratajo, iz takih kombinacijah ratajo najboljše inovacije. Mogoče se verjetno vsi strinjate, da bodo v 3. tisočletju podjetja izmed vseh produkcijskih faktorjev, kot so parcele, kot so stroji, kot so kapital, najbolj cenijo danes v bistvu ljudi. Zato, ker ljudje, kot sem rekel, inovirajo, iščejo nove trge, nove izdelke in država pravzaprav se mora intenzivno aktivirati, da pritegne te kadre naše, ki so šli v tujino in tuje, ki so v iskanju novega središča, kjer bi v bistvu razvili svojo idejo. Tako da je prva iniciativa pravzaprav neke vrste davčno spodbujanje povratnikov iz visoko izobraženih kadrov.
S tem si ne predstavljam, s tem gravitacijsko silo, da je treba te ljudi naketno prevesati. Jaz mislim, da je nujno, da odidejo v tujino in da spoznajo to širino, ki ga svet nudi. Pač Slovenija je majhna država in pravzaprav imamo to prednost, da imamo samo 1 uro do meje, tako rekoč smo rojeni izvozniki. To se tudi pozna pri rezultatih slovenskih podjetij in jim to žilco moramo omogočiti, da spoznajo svet, seveda narediti močne gravitacijske sile, ki jih bojo pritegnile nazaj. Predvsem tudi te, ki zunaj študirajo in so spletli močne mreže, ki so pri poslu, pri firmah izredno pomembne, ko se prebijete v svet. To je bila prva pobuda. Ta druga, seveda, ko se ustvari neko podjetje in se začenja tako kot zagonsko podjetje, je zelo pomembno, da mu mi starejši, ki imamo že malček sivine in veliko izkušenj, da jim svetujemo vsaj na 3 področjih. Eno je mentorstvo, kako smo mi zadeve speljali, drugo je kapitalsko podprt te podjetja, tako imenovane startupe, in tretja, še bolj pomembna dimenzija se mi zdi, da jim odpremo vrata za tržišča, ki so tipično zunaj Slovenije. Majhna podjetja se zelo ozko usmerijo in s tem ozkim usmeritvijo lahko prebijajo v bistvu na svetovni trg. Torej, moja pobuda je tako, kot smo nekaj let nazaj imeli, to je bilo mogoče kar desetletje, 3000 mladih raziskovalcev, je pobuda 3000 mladih podjetij podpreti z tako imenovanim startup načinom, da investirajo večja podjetja, ki nujno rabijo okoli sebe te tako imenovane disruptivne elemente, da v bistvu preskočijo v naslednjo inovativno, bi rekel, orbito, da jih lahko podjetja z stimulativnim, bi rekel, davčno podporo investirajo v njih, da ta denar ne držimo doma v nogavicah, ampak investiramo v mladino, ki danes štarta podjetja. To je druga pobuda in tretja je povezana, ko enkrat ta podjetja krenejo, bi rekel, na trge, seveda rabijo neke vrste, bi rekel, kapital. Včasih niti za osnovne plače pravzaprav ne uspejo zložiti, ker ves denar investirajo. Ne vem, če ste pač šli vsi čez ta obdobje, ampak jaz vem, kako to izgleda v Špici. Prihajam iz Špice. Ko smo mi ustanavljali podjetje, pravzaprav sem jaz imel 3 sošolce. In kako zdaj jaz njih privabiti v firmo, ki v bistvu smo vsi dosti podobno razmišljali, ampak denarja za plače ni bilo. Tako da jasno, takrat smo si pač razdelili deleže. Smo rekli, ok, vsak bo imel 1/4 in štartamo. In podobno zdaj, ko firme štartajo, pravzaprav verjeten inicialnega kapitala nimajo. In zdaj, če to majčkeno prelijete v te malo bolj zveneče besede, kot so opcije, se pravi, vi lahko in te začetna podjetja lahko skozi opcije, dokler ne pridejo do kvalitetnega, bi rekel, vzdržnega poslovnega modela, lahko skozi opcije nagrajuje svoje sodelavce. Opcije so izreden element, ki se dobro obnese, sploh v Sloveniji, kjer smo čisto na začetku. Ne smemo gledati na njih negativno, kar se je zgodilo v Ameriki, ki so bili pa na drugem robu, kjer so opcije zlorabili, zato da so pravzaprav zato so podjetja v bistvu finančno tako peljali, da so opcije čim več prinesle. Jaz mislim, da smo mi na začetku in če bomo lepo to vzdignili do enega zbalansiranega nivoja, bo to sigurno dobra zadeva. Se pravi, 3 pobude, če jih ponovim: davčno spodbujanje povratnikov z visoko izobrazbo, davčno spodbujanje investiranja v mlada podjetja, se pravi, da starejše generacije investirajo v mlajšo, in tretja, davčno spodbujanje nagrajevanje z opcijami. Ne brezglavo, kot sem rekel, in dobra praksa teh spodbud je mogoče še ena iz Špice. Mi namreč že 10 let imamo delitev udeležbo delavcev pri dobičku. To je en koncept, ki ga je država vzpostavila, ampak je v zadnji pripravila relativno majhen marketing. Pogosto ima ta problem država, da nekaj, ki včasih tudi kaj dobrega naredi, se zavedamo, ampak ni v zadnji promocije tega, ker ta inštrument je dober. Če bi koncept tega inštrumenta prenesli na opcije, jaz mislim, da bi bila to zelo dobra rešitev, sam je treba to postaviti v prakso. Mogoče, če še zrno dodam, ne vem, imam še 2-3 minute. Ponavadi je vedno problem pri podjetnikih, kot smo mi,
da ne moramo nekaj nekomu dati, ker moramo nekje vzeti. Tako da je tudi pri državi tako, da če samo štartamo na te davke, kako jih v bistvu zmanjšati, se moramo zavedati, da smo pa le država, ki je socialno pravična in ima to veliko prednost, kar je tudi privabljivo. In pravzaprav razmislek, ki ga imamo podjetniki, je, če moramo mi svoja podjetja zdaj prilagajati v tako imenovan lean koncept. Lean je v bistvu tanek koncept, tako da nimate dodane, bi rekel, obilice nekih kadrov administrativnih. Mislimo, da je tudi državo lahko tako peljati, se pravi lean državo, ki bi zmanjšala obseg zaposlenih na administrativnih področjih, kjer se da z digitalnimi tehnologijami avtomatizirati in te ekipe najboljše poslati v periferne dele. Podoben problem vidim pri ministrstvih, a veste, krepijo se centrale, okoli te, ki pa res operativno delajo, jih je pa premalo, doktorjev, učiteljev, inšpektorjev, če že hočete, ampak jaz sem hotel poudariti tako imenovane ekonomske svetovalce v tujini, zato ker Slovenija ima največjo moč v izvozu. Če bomo mi ojačali število ekonomskih svetovalcev na račun tega, da bomo centrale stanjšali, bomo izredno uspešni, ker bo in tudi te ekonomske svetovalce je treba nagraditi, kot mi prodajalce nagradimo. Dobijo svoje kvote in morajo doseči, da slovenska podjetja v državi, za katero skrbijo, da imajo rast izvoza v tisto državo. Jaz mislim, da jim je treba dati v zadnji fleksibilno nagrajevanje, če hočete opcijsko, samo da se trudijo, da čim več Slovenija v tisto državo, ki jo pokriva, izvozi. Najlepša hvala. Dovolite, da na kratko predstavim še zadnji 7. predlog, ki ga imamo. Ta predlog smo že komunicirali tako z Ministrstvom za delo, kot tudi z Ministrstvom za izobraževanje. Govori pa o tem, da bi morali proaktivno, javno objavljati podatke o zaposljivosti diplomantov po programih in fakultetah. Predlagali smo, da se v zakonu o visokem šolstvu zagotovi podlage za anonimno povezovanje podatkov izobraževalnih institucij z osebnimi podatki diplomantov ob upoštevanju seveda varstva osebnih podatkov. Vemo, da Ministrstvo za izobraževanje že dela na projektu spremljanja zaposljivosti. Tudi odgovor smo dobili, da do leta 2020 bo ta projekt pripravljen, ampak mi seveda menimo, da je to premalo, ker imajo mladi pravico vedeti, kakšna je zaposljivost po programih in fakultetah. Zato predlagamo, da se čim prej podatki o zaposljivosti diplomantov, ko bo to pripravljeno, proaktivno in javno objavljajo, ter da se o tem transparentno obvešča javnost, predvsem mlade, pred vpisom in njihove starše, kar pomeni na informativnih dnevih, na tiskovnih konferencah, lahko tudi s promocijami in tako naprej. To bo imelo 2 efekta. Prvo, mladi se bodo zavedali dejansko tudi, kakšne so potencialne možnosti zaposljivosti, glede na njihove želje, in da to povzroča tudi zdravo konkurenco med izobraževalnimi ustanovami, s tem dobimo nov korak izboljšanja javnega šolstva, ker bo transparentno in bodo fakultete po programih tudi verjetno bistveno bolj tekmovale med sabo. Toliko mogoče z naše strani, zdaj pa predlagam, da damo besedo gospodu novinarjem in urednikom. Predsednik pa želel še eno kratko besedo, izvolite. Samo še eno zaključno misel, čisto kratko. Danes ste slišali veliko konkretnih predlogov. Kjerkoli mi te predloge razložimo, pojasnimo, argumentiramo, naletimo na to, da 95% ljudi se z njimi strinja. In jaz se sprašujem, kdo je tistih 5%, da te ukrepi praviloma nikoli niso hitro sprejeti ali pa nikoli. Druga stvar mi je zelo ostala iz tistega srečanja na inštitutu, ko je Lenarčič govoril o znanju, ko je v Sloveniji tako malo cenjeno, je dal eno dobro prispodobo. Rekel je, da že od leta 1945 štejemo, koliko imamo ovc pa krav in vemo za čisto vsako, ne vemo pa, koliko imamo raziskovalcev. Mi niti ne vemo, koliko teh ljudi imamo po svetu, ki so neverjeten potencial za Slovenijo. In tretja je pa v bistvu taka malo žalostna, ampak vsak se bo nad njo zamislil.
Tudi jaz sem dal to hčero, da bo šla v svet, da se bo nekaj naučila. V Londonu je magistrirala in sem vprašal, da kdaj se bo vrnila nazaj. Veste, kaj je odgovorila? V Londonu sem zato, ker probleme rešujemo, v Sloveniji jih pa delate. Tako da tudi ta konferenca ne bo korak k temu, da bomo probleme reševali, ne jih pa delali. Hvala. Najlepša hvala. Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, beseda je vaša.